En prisrčen pozdrav. Napovedal bom izid moje nove knjige. Namreč včeraj sem spisal nov uvod, nov predgovor. Izločil sem prejšnji dolg predgovor, dolg uvod, zaključek, pa še 9 poglavij sem ven vrgel. Ker je bila knjiga predolga, oziroma ne toliko predolga, kot baje pretežka. Tale založnik je rekel, so mi rekli, da je knjiga, če bo takala predebela za v rok držati, pretežka, bojo ljudje muskelfiber dobili. In sem stvar skrajšal, knjigo skrajšal za ne vem koliko, 100 strani. Zgodba se je pa takole začela. Sredi junija me kolegica pokliče, češ, dej tole, deva se dobiti, imam en zanimiv predlog. Jo, kakšen pa, dej povej, ne v živo. Gremo v Ljubljano in mi pove, da obstajajo ljudje, ki so prepoznali moje znanje kot veličastno. Sem rekel, svaka čast. No, povej, kaj bi zdaj to jaz naj napisal knjigo? Založnik bi ti dal, ne vem, 14 dni dopusta na Jadranu, Istri, Slovenski, Portorož, kamor češ, za 14 dni se zapri, delovni dopust in piš knjigo. Iz svojih teh kliničnih primerov, iz psihoterapevtske prakse. Dali so mi celo idejo, da bi jaz to posnel na diktafon, oni bi pa to pretipkali. Glede na to, da sem spisal že enih 6-7 knjig, torej niso vse išle v tiskani verziji, sem rekel, bom jaz to kar sam napisal. In sem rešil takoj na vrat na nos, na Pašman, Barotulj, kjer poleti dopustujem za en teden. Tam sem pisal 10 do 12 ur na dan, vzel sem 15 zvezkov, ker teh kliničnih primerov jaz imam tam 1500 zdajle že, in sem našel najbolj zanimive primere. Zanimive ženske primere o ženski seksualnosti. Namreč knjiga naj bi imela naslov, jaz sem se malo šalil, ne, pa sem rekel, Fuk brez muk je utopija, to bi bil dober naslov. Ali pa Razočarane gospodinje pri seksologu. Ali pa Urška pri seksologu. Malo se hecam, malo je pa tudi res. Prav, najbolj odpiljene primere ženske seksualnosti bi naj predstavil ne samo tako laično, ampak skozi teorijo, dosti laično, da knjiga ne bi bila tako pretežko za razumeti, ampak vendarle nekaj psihoanalize v ozadju bi naj bilo, in to je bil sploh moj pogoj, ne, da ostajam znanstven, da se lektorica ne bo spuščala v mojo vodebologijo, pa mojo knapovščino, ker moj jezik bo oster. In s tolo lektorico sem imel kar borbe, tako da sem dosegel, da sem mu lektorico zamenjal. Ena druga mi zdaj lektorira. Ampak hec je, da sem jaz spisal, v pogodbi je pisalo tako, na prvo žogo sem jaz 150 strani, da bi jaz naj teksta spisal, in jaz sem ga spisal. En teden na Pašmanu, na delovnem obisku, potem pa še na rednem dopustu sem 14 dni bil na Pašmanu in 7 dni sem po par 5, 6, 7, 10 ur na dan pisal knjigo. In res je nastal tekst, špeh, 150 strani strnjenega testa, Times New Roman, 12 fontov velik, in pol mi sporočijo, da je pa enih 100 strani pa preveč napisanega, da naj to ven vržem. In dejansko sem v teh dneh zreduciral ta baje predolg tekst, ker tiskar je dal to v format A5, pa svojo obliko, pa robovi, in je prišlo skoraj 400 strani. In zdaj sem jaz mogel čez 100 strani ven vršiti. In sem dejansko ven vrgel, napisal nov predgovor, star predgovor dolg, povodno poglavje, pa zaključek sem ven vrgel, plus 9 poglavij. In kaj sem zdaj doživel v tej zgodbi? Jaz sem mogel večino teh žensk, večina je žensk, na par moških je, vprašati, če mi dovolijo, da jih popolnoma zakodiram. Predstavim njihovo seksualno kalvarijo oziroma zgodbo, peripetije, te pikantne, sočne, ker je to poučno za laično in strokovno javnost.
Res je, to bi lahko bil bestseller, ne, ker to je zelo pikantno napisano, knapovski jezik. In zdaj sem potem, ko sem te privolitve dobil in sem mi nekaj poglavij dal tem kandidatkam, ki so rekle, da dopustijo, da njihov primer zakodirano predstavim, sem ugotovil, da večina njih ni bilo zadovoljna s tem, kar sem jaz tam v knjigi napisal. In potem sem nekatere prepovedi tudi upošteval, se pravi, nisem dal v eter, se pravi, nisem dal niti tiskarju oziroma založniku tiste zgodbe, katerih kandidatke za objavo niso pustile, da njihovo zgodbo, če tudi popolnoma zakodirano, da jo objavim. Tako sem par poglavij mogel že z tega naslova ven vršiti. Ampak suma sumarum sem jaz mogel še 9 poglavij ven vršiti. Zdaj, če vam malo povem, kaj sem jaz zdaj to ven vrgel. Tlele sem imel 7. poglavje, Pohotni brat in nedolžna sestrica. Predstavil sem spolno zlorabo brata na svoji mlajši sestrici, ki se je odrazila tako, da je sestra postala totalno aseksualna, moškega se tudi dotaknila ni, kolikor mi je potem bilo priobčeno, da je stara zdaj blizu 70 let in seksi nikoli ni bil, rekel, nejaka strana. V seks se sploh ni spuščala, zaradi spolne zlorabe, ki je zagodel brat. Lahko, da je bil v kaki lezbični zvezi, ampak tega podatka nimam. To 7. poglavje sem mogel ven vršiti. Potem sem ven vrgel žensko, ki sem jo popolnoma zakodiral. Vmes sem jo tudi terapiral, pa pro bono. In je rekla, raj ne. Pa jaz raj ne, gospa, ful je poučno. Sebe ne boste prepoznali. Dejte, tolo, kar se vam je dogajalo do 50. leta, je ful poučno, plus zadnjih 10 let burnega seksualnega življenja, takega, da glava peče, jaz ga poznam in sem rekel, če lahko to objavim in ni pustila. Tako da sem 12. poglavje, normalna ženska, ki je mož zagodel, potem pa se je pa seksualna kariera sploh začela, to poglavje 12. sem ven vrgel. Ven vrgel sem tudi lezbične izkušnje, tole poglavje 25, še nekaj lezbičnih utrinkov, potem sem navajal zgodbe lezbik oziroma biseksualk, recimo naslov eni sem dal Radikalna lezbika, ki so ji moški dvorili. Jaz sem kar precej teh lezbičnih izpovedi, tudi vrhunskih športnic ali pa nekih udarnih karierističnih žensk, ki so tako falične, so kar potem v lezbičnih zvezah, pa dobro zgleda in moškim dvorijo. Tole 26. poglavje sem ven vrgel, 27. Psihiatri so bili v slepi ulici, starši so jo peljali k psihiatru, dedek jo je spolno zlorabil, psihiatri sam s tableti, jaz pa s hipnozo najdu torej dogodke, dedkova spolna zloraba, ful poučna stvar. In sem to ven vrgel, ker je knjiga bila predebela oziroma preobširna. Potem je bila 28. poglavje, malo je bila razštelana, seksala je pa dobro. Neka biseksualka, tudi športnica, ful si mi pomagal psihoterapevtsko, večinoma pro bono, ta je tudi rekla, raj ne, me bodo prepoznali, to pa ne bi. In sem to tudi ven vrgel. Potem sem imel 29. poglavje. Sebi ni znala pomagati, postala je psihoterapevtka. Ampak ta ni bila totalno lezbična, ampak je bila biseksualka. Iz biseksualnosti je prešla v heteroseksualnost, najprej malo lezbika, pa heteroseksualka in nazadnje je pristala v zvezi, to je bilo enih 10 let nazaj, s prijateljem od svojega očeta, danes je psihoterapevtka. To sem tudi ven vrgel, potem 30. poglavje. Moških si ni znala zbirati, postala je lezbika, se pravi, imela je otroka,
mož je bil celo zapornik, pretepal in pol na koncu pristala pri ženski. To poglavje sem tudi ven vrgel. Potem sem pa še nekaj o cvirkov imel, o tem, kako znajo ženske, rekel, prav razštelano seksati, bizarno seksati, nekaj teh izpovedi od cvirkov sem spisal, sem tudi to ven vrgel. Tako da ostalo je še 23 poglavij od koliko že? 24 poglavij skupaj s predgovorom od prvotnih 35. Tako da ob tej priložnosti naj rečem, da mi je založnik rekel, da ta poglavja, ki sem jih spisal, preveč, da bi bila objavljena v novi knjigi z istim konceptom, drugi del, ki bo mogoče pa šla drugo leto, če bo zanimanje, tako da ne bodo ta poglavja, ki sem jih že napisal, pa izločil, čisto za manj napisana. V drugem delu se obetajo, mogoče s kakšnimi dopolnitvami oziroma dopolnitvami. Ob tej priložnosti bi prosil tiste, ki imate, rekel, zelo odpiljene, neobičajne, seksualne peripetije, zgodbe, zdaj malo apeliram na ženske, ki si upajo razvezati jezik. Ženska seksualnost je ena velika enigma, po drugi strani so pa tudi moški včasih zanimivi. Zdaj imam v pripravi pogovor z nekim rahlim pedofilom, ki je privolil, da pride k meni, da se mi izpove, kako ga zadanejo, rekel, že pubertetne punce, stare 13-14 let, ko jih vidi, se mu čist stemni, ampak nikoli se nobene ni dotaknil. No. S tem nameravam imeti pogovor, preveriti otroštvo, zakaj je nagnjen k tem mladim puncam. In če bi kdo imel to unikatno zgodbo, imam še nekaj teh zgodb, ki so zelo unikatne, samo ženske moram nagovoriti, da privolijo, da mi dovolijo objaviti njihovo kalvarijo, bom rekel. Kaj se je njim dogajalo v otroštvu, zakaj so postale takšne, kot so postale. Imam nekatere totalno aseksualne ženske, ki imajo telo tako rekoč mrtvo. Mrtvo telo, kar pomeni, da je vse neodzivno, dotik klitorisa, kot da bi se steno dotaknil. Absolutno nič ne čutijo zaradi otroštva. Kakšno je bilo to otroštvo, jaz pri nekaterih pač vem. Zdaj pa rabim samo še dovoljenje, da mi dovolijo to objaviti. Recimo, ena ženska je bila pred enim mesecem totalno aseksualna, ena pa 14 dni nazaj. Zdaj, če bom te dve zgodbi objavil, jih bom objavil tako, da bom rekel, pred 10 leti se je pri meni oglasila ženska, ki je danes stara, ne vem, že 50 let, ne. V resnici pa so mi se pa javljajo 25-letne stare punce, ženske, mlade ženske, ki imajo mrtvo telo, neodzivno. Seks jim je nočna mora in španska vas, neznanka. Se pravi, če si nekdo upa svojo seksualno bedo, kalvarijo, specifičnost, ali pa mogoče, če govorimo o ženskah, nimfomanijo, mogoče tudi kako impotentnost lahko, ali pa tam hipermoška seksualnost, da se mi javijo in v drugem delu, če bo ta knjiga, prvi del, nekakšen bestseller, če se bo založnik odločil, da financira tudi nadaljevanje, bi rabil te ekscesne seksualne izpovedi. Ne bi pa rad, da nekdo tisto moje videnje, psihoanalitično videnje, ki ga jaz vidim, ga napišem, potem pa ni zadovoljen s tem, ne bi rad rekel, s tem pa nisem zadovoljen, to pa rad ne objaviti. Ne, to tako ne bo šlo. Ker, glejte, tudi Janez Rugl je nekatere zanimive primere, mislim, da jih je 5, imam knjigo, ampak še nisem prebral, sem si jo pa priskrbel. Napisal knjigo, potem so pa ti pacienti njegovi to prebrali in so absolutno proti, da se to objavi, ker sami sebe v tej knjigi ne vidijo tako, kot jih je Rugl videl. Tudi jaz sem imel zgodbo, ki se je ženska absolutno drugače videla, kot sem jo jaz predstavil. In bila ful jezna, da jaz tako vidim, ampak mi je dovolila to objaviti. Tako da se zahvaljujem.
In vsem tistim, ki ste mi dovolili, da vašo zgodbo objavim, se vam iskreno zahvaljujem. Tistim pa, ki ste rekli, da ne smem objaviti, vas prosim, dajte še enkrat premisliti, če mi boste to dovolili, ker veste, čisto bo zakodirano, sami sebe boste težko prepoznali, ampak objava teh vaših zgodb je ful poučna. Jaz rad poučim narod, zato da se bo vedelo, zakaj gre. Tudi kadar stegnem jezik v tem političnem, politološkem kontekstu, jaz ga ne stegnem zato, da bi užival, ko mrcvarim tam tiste, ki jih imam v primežu, teoretskem. Recimo Urško Klakočar Zupančič. Ampak je prav, da ljudje vejo, zakaj se gre. To je moja moralna, intelektualna, etična dolžnost. Glejte, tole sem zdaj posnel in jaz upam, da bo ta knjiga s kakršnikoli naslovom že pač bo. Jaz sem predlagal Fuk brez muke utopija ali pa Razočaranje gospodinje pri seksologu, kakršenkoli naslov bo. Upam, da bo knjiga pristala na knjižnem sejmu in da se mi ne bo ponovilo leto 2019, ko mi je branila policija pred Domnom Savičem, 8. marcem in partijo teh anarholiberalov, ki so mi hoteli onemogočiti promocijo in prodajo knjige Prvi spol, ki je ful seksualna, ful prepovedana, knjižnice mi ne pustijo promovirati, ampak meni se pa založnik obvezal, da bo meni promocijo zagotovil in da bo knjiga uzrla luč sveta še pred novim letom, se pravi po možnosti že novembra, in da bo tudi promovirana in prodajana. Zdaj cena kakšna nekoli bo, jaz na ceno nimam vpliva. Skratka, spoštovani, to je bilo to. Donacije za Klakočarko oziroma odvetnika ne bom takole zdaj se znašel, ker se bom branil na policiji sam. Ampak če menite, da je moj intelektualni doprinos tej slovenski družbi, tej dolini šentflorjanski pozitiven, da si zaslužim kakšno donacijo, imate spodaj link, YouTube govorim, Facebook pač nima linka, ker ne vem, ali se sme to tam link posredovati. Vam bom hvaležen za kak evro ali 2, ali 10, ali 20, ali 50. Hvala, ker ste me poslušali. Čau.